Pozdravljeni. Današnji prispevek bo posvečen tistemu ducatu najboljših vodij ekip Formule 1. Seveda, izraz team manager v vseh primerih ni primeren, kot bomo videli, a vseeno gre za ljudi, ki so zasedali to funkcijo. Preden začnemo, moram pripomniti, da gre za moj osebni izbor tistih 12 najbolj prepoznavnih, najbolj karakterističnih in najbolj pomembnih vodij ekip, ki smo jih sedaj v prvih 70 letih videli v svetu Formule 1. Seveda, kdo izmed vas bi lahko našel še koga zanimivega, a kot sem povedal, odločil sem se za število 12 in ukolikor ima kdo še kak predlog, naj ga zapiše v opombe. In kot drugo, gre izključno za vodje ekip, to se pravi tisto, kar danes imenujemo na primer team manager. Čeprav moram zopet tu pripomniti, da mnoge ekipe imajo rahlo drugačno poimenovanje, a ni važno. Ukolikor si kdo misli, da bomo tu govorili o na primer tehničnih ali športnih direktorjih, se moti, gre za čisto drugo funkcijo. In seveda skliceval se bom na mnoge prispevke, katere sem napravil v preteklosti. Bližnjice do vseh boste dobili kot ponavadi v opisu, a ne bom vas stalno spominjal med pripovedovanjem, kajti mislim, da bi bilo precej dolgočasno. A vseeno, tisto, kar bom tam omenil, dobite vse v opisu. Začnimo s tistim prvim in verjetno najbolj prepoznavnim vodjo ekipe, Enzom Ferrarijem. Seveda, znan je bil kot voznik in kot lastnik ekipe že pred drugo svetovno vojno, a njegov mit vodje ekipe, konstruktorja, se je praktično začel v tistem obdobju po drugi svetovni vojni, posebej, ko se je začelo svetovno prvenstvo Formule 1. Enzo je gradil mit Ferrarija, a tu ne govorim o osebi Ferrari, temveč o tovarni avtomobilov, o znamki Ferrari. In kar je meni osebno zanimivo, je to, da je mnogokrat zahteval od svojih voznikov, da vozijo nad tistimi svojimi sposobnosti in bistveno nad težavami, ki so jih imeli bolidi Scuderie Ferrari. To je mnogokrat pripeljalo do tragičnih situacij, naprimer tista znana Squadra Primavera, oziroma tisti spor med Gillesom Villeneuvom in Didierjem Pironijem, ter še bi lahko našteval. Po eni strani je Enzo gojil kult svoje znamke, po drugi strani je zahteval od voznikov, da vozijo nad tistim, kar jim je on pripravil. In seveda to je privedlo do mnogih sporov, naprimer tistega, ko je Niki Lauda pred koncem sezone 1977 zapustil Scuderijo in šel direktno k Bravomu. In seveda, če pustimo pri strani Enza Ferrarija, imamo drugega znanega vodje ekipe, kateri je bil v bistvu njegov antagonist, in govorimo o Colinu Chapmanu. In Colin Chapman je bil čisto nasprotje tistega, kar smo videli pri Ferrariju. Colin je res poskrbel, da so njegovi vozniki imeli najboljši božni bolid. Seveda najboljši v tisti smeri, ki so si jo zamislil on. In tu velja poudariti, da Colin Chapman je pogostokrat zadel smer, ampak pogostokrat tudi ne. Znani so izreki tako Enza Ferrarija kot Colina Chapmana, kateri so prerasli v neko legendo. A tu bi vas rad spomnil na tisti prispevek Enzo proti Colinu, katerega, kot sem omenil, dobite v opisu. Če pustimo ta dva stebra, ta dva temelja, kaj pomeni biti vodja ekipe v Formuli 1, se moramo tu spomniti še nekoga, ki je prav tako pomemben, a malce manj poznan. Govorim o Alfredu Neubauerju. Znanemu, glavnemu, odgovornemu pri Mercedesu, in to govorim še v predvojnih časih ter seveda v tisti eri po drugi svetovni vojni, tam do sezone 1955. Bil je Avstrijec, kar je neko naključje, kot bomo videli v nadaljevanju. Njegov nadimek Don Alfredo.
Namreč Neubauer je eden izmed tistih, ki so vpeljali v svet motošporta organizacijo. Ne samo, da so mehaniki pripravili bolide po čim boljših sposobnostih in vozniki odvozili tako, kot so morali, ampak skrbel je tudi za to, da so bili vsi v pravem trenutku na pravem mestu, zanimal se je za vse, kar se je dogajalo okrog svoje ekipe Formule 1, bil je ukazovalen, željen informacij in nič ni prepustil naključju. Rad bi vas opozoril na fotografije izgleda Alfreda Neubauerja. Kako je on izgledal, kajti videli bomo v nadaljevanju, da nekdo se ga je prav lepo spomnil pred nekaj leti. In seveda med tistimi znanimi liki, katere bomo danes srečali, ne moremo mimo Rona Denisa. Ron Dennis je svojo kariero v Formuli 1 začel kot mehanik pri ekipi Brabham, a kar hitro je spremenil svoj poklic in čez nekaj let, ko se je vrnil v Formulo 3, Formulo 2, je kupil ubožani McLaren. Seveda imel je pomoč pokroviteljev, ampak spremenil je McLaren iz tistega malodane garažista v neko močno, tehnološko napredno strukturo, katera je bila mnogokrat daleč pred vso ostalo konkurenco. Govorim, da pri McLarenu so naredili tisto prvo šasijo z ogljikovih vlaken in še bi lahko našteval. A vseeno, Ron Dennis je imel svoje prednosti kot svoje slabosti, znanje potem, da je bil izjemno natančen, malo da ne siv človek, vsaj tako ga opisuje Adrian Newey, in njegovi interesi so mnogokrat šli čez tisto, kar je bil človeški interes njegovih sodelavcev. Saj tako se lahko prebere med marsikatero vrstico. A vseeno tudi Ron Dennis je naredil kar nekaj napak. Naprimer, tisto njegovo vztrajanje, da bi se vrnil s Hondo v turbohibridni eri, je pomenilo njegov konec. A vseeno, zapustil je McLaren, ki je, kot sem že povedal, postal pravi akter v Formuli 1, daleč od tistega garažista, od katerega je začel v 80-ih letih. In če se vrnemo pravzaprav v tisto obdobje, srečamo še nekoga, ki je danes izjemno znan med vsemi navdušenci Formule 1. In govorim o Franku Williamsu. Frank Williams je imel vzpone in padce v svetu Formule 1, a mnogi navdušenci slabo razumejo njegovo vlogo, ki jo je imel v ekipi. Namreč Frank Williams je bil menedžer, on se s tehniko ni ukvarjal. Namreč to je bila vloga njegovega dolgoletnega partnerja Patricka Heada. Frank Williams je bil tisti, ki se je bavil z pokrovitelji, s tisto interno politiko Formule 1, s pravilniki in tako naprej. Seveda, vsi mi navdušenci poznamo ogromne uspehe, ki jo je dosegel Williams s svojo drugo ekipo. A marsikdaj pozabimo na tiste čudne padce, ki so se zgodili v zgodovini, in ne govorim na zadnje obdobje. Zanimivo mi je bilo, kako so lahko v sezoni 1988 izgubili turbomotorje Honda, čeprav so bili leto poprej svetovni prvaki med vozniki in med konstruktorji. Podobna zgodba je bila z BMW-jem na to desetletja kasneje, ko se je BMW odločil, da bo raje vložil v Sauber in zapustil Williams. In seveda figura Franka Williamsa nam kaže, kaj pomeni biti pravi vodja ekipe Formule 1. Določenih stvari nikakor ni hotel sprejeti in popustiti, in tu govorimo naprimer o lastništvu v njegovi ekipi. A po drugi strani, ukolikor je nekoga imel rad, ga nikoli ni pustil na cedilu. In tisti, ki jih je imel rad, so mu to zmeraj vračali. Spomnimo se samo kariere Nigela Mansella, kateri je zapustil Williams, se zopet vrnil in požel največje uspehe v svoji karieri. Ko smo govorili o Williamsu in tistemu začetku 90-ih let, ne moremo do naslednjega na tem spisku, in to je Jean Todt. Znani team principal pri Ferrariju, s kateri je praktično zgradil tisto fantastično ekipo, katera je kraljevala od sezone 1999
pa tja do 2004. Praktično razumel je, kaj je bilo narobe prej pri Ferrariju. Praktično pripeljal čisto novo ekipo, seveda je imel na razpolago tudi sredstva in politično podporo, ter razumel je nekaj bistvenega, da pod takim medijskim pritiskom, kot je Scuderia Ferrari, in govorimo o vseh obdobjih Formule 1, je prav, da se ekipa z mediji ne ukvarja. Spomnite se tistega obdobja, ko boste težko našli koga drugega, ki daje intervjuje in izjave, razen Jeana Todda. Za vse dobre stvari so bili zaslužni njegovi sodelavci, za vse napake je bil pa kriv on. In seveda, ko govorimo o Jeanu Toddu, nam pride na misel naslednji izmed tistih največjih team menedžerjev. In mnogi ga poznamo v čisto drugi vlogi. Govorim o Bernieju Ecclestonu. Bernie Eccleston je bil lastnik ekipe Brabham od sezone 1971 pa tja do leta 1988. In tu moramo razumeti, da Bernie Eccleston je gledal na svet Formule 1 malce drugače kot vsi njegovi ostali konkurenti. Mnogi izmed vas poznate tisti znameniti Brabham BT46B. Ja, tisti bolid, ki je imel vetrnico na koncu. Dirkal je samo eno dirko, ampak ne zato, ker bi ga prepovedali. Zato, ker se je Bernie Eccleston z ostalimi konstruktorji zmenil, da ga ne bo več uporabil. Nikoli ni bil v nasprotju s pravili, kajti nikoli niso tega preverjali, ker je Bernie Eccleston modro ugotovil, da se ne splača vztrajati v tisti smeri, ker tisti bolid je bil v nasprotju z pravilnikom, če smo pravzaprav iskreni. Imel je čuden odnos s svojimi vozniki, naprimer s Carlosom Pacejem, z Nelsonom Piquejem, nekako spodbujal jih bodril, a vseeno so bili njegovi bolidi zmeraj na meji legalnosti. Znane so špekulacije, naprimer v sezoni 1983, da njihovo gorivo sploh ni bilo legalno, a nikoli nič dokazanega. Tu bi vas rad spomnil izjave, ki jo je dal Clay Regazzoni in kar sem omenil v njegovem življenjepisu, ko mu je Bernie Eccleston ponudil sedež v ekipi Brabham, ga je Clay enostavno zavrnil z besedami, da mu je žal, ampak da on dirka za poštene ljudi. A rad bi nekaj poudaril. Bernie Eccleston je lahko kršil tehnični pravilnik, a nikoli športnega. In to je pomembno. Znane so tudi zgodbe, katere so manjkrat objavljene, da je Bernie Eccleston zmeraj ostal v enkratnih odnosih tako s svojimi bivšimi vozniki, kot z njihovimi nasledniki. In to je nek zorni kot, pod katerem mi Bernieja Ecclestona sploh ne poznamo. In če imamo na eni strani Bernieja Ecclestona, imamo na drugi strani Kena Tyrrella. In seveda, Bernie in Ken sta bila pogostokrat na nasprotnih straneh, kar se je dotikalo tistih političnih diskusij znotraj Formule 1. Treba je povedati, da Ken Tyrrell je bil tisti ponosni konstruktor, kateri je dosegel ogromno v Formuli 1. Tudi takrat, ko je bil obubožan, je zmeraj težil k neki inovaciji, k tistemu duhu, da tudi mala ekipa lahko preseneti velike, a dobro, tudi Ken Tyrrell je znal kršiti pravilnike Formule 1, a zopet govorimo o tehničnem. Govorimo o sezoni, ko so zraven goriva v rezervarje tankali tudi svinčene kroglice, da na koncu dirke so bili bolidi nad tisto minimalno dovoljeno težo. In seveda dobili so jih, a nič kaj takega. Ken Tyrrell je bil izjemno vezan na svoje voznike in nekako čutil se je neke vrste starejšega brata, očeta mnogim. V boksih je bil znan kot stric Ken. Imel je tudi ogromno tragedij v svoji ekipi, omenil bi lahko tu samo Severija, kar je bil velik šok za celotno Formulo 1, a treba je poudariti nekaj. Ko je Ken Tyrrell svojo ekipo prodal BAR-ju, je bil prav njegov večni nasprotnik Bernie Eccleston tisti, ki je uskočil, nekako prevzel zadeve v svoje roke, samo zato, da bi dvignil ceno ekipi Kena Tyrrella, da bi lahko Ken več zaslužil
in tako, ker je bil na smrt bolan, več zaspustil svojim otrokom. Torej, nasprotniki v Formuli 1 v zasebnem življenju so bili še prekleto solidarni in mislim, da tudi danes je tako. Naslednji, 9. je tudi prijatelj Bernieja Ecclestona, a izjemno kontroverzna figura Flavio Briatore. Ne moremo mimo tistih njegovih zmag tako z ekipo Benetton kot z ekipo Renault, kjer smo lahko marsikdaj videli poteze, katere so bile izven tiste sivine pravilnika. Seveda, Flavio Briatore je bil karakter, kateri v Formuli 1 ni venomer pustil dobrega vtisa. Če je v Formuli 1 nekako upravičljivo, da se krši tehnični pravilnik, so kršitve športnega pravilnika nedopustne. In tu bi vas rad spomnil na tisti Crashgate, kateri je bil dokazan, ampak tudi mnoge druge epizode so kazale na tisto brezkompromisnost, katere je bil sposoben Flavio Briatore. Za zmago je bil pripravljen narediti vse, mnogo več od mnogih drugih njegovih sodobnikov. Naslednji na tem kratkem pregledu bo Ross Brawn. In seveda, mnogi se ga spomnite po tistih drugih funkcijah, katere sem omenil prej. Bil je, na primer, dolgoletni tehnični direktor pri skuderiji Ferrari. A danes ne bomo govorili o tem, govorili bomo o njegovih uspehih kot vodja ekipe. In Ross Brawn je postal vodja ekipe sorazmeroma pozno, šele v sezoni 2007 pri Hondi. A na tem spisku je zaradi tiste fantastične zmage v sezoni 2009, ko je svojo lastno ekipo dosegel tako naslov med vozniki kot med konstruktorji. In po mojem osebnem mnenju je Ross Brawn v sodobni Formuli 1 tisti profil, ki ima najbolj široko znanje. Če se mene vpraša, je on tisti, ki najbolje razume Formulo 1, zato je tista funkcija, ki jo zaseda, izjemno primerna. Kdo drugi bi lahko bil boljši od njega pri pisanju novih pravil? Sam ga ne najdem. Na 11. mestu bo pa nekdo, kateri po mnenju mnogih izmed vas verjetno niti ne sodi na to lestvico. A če gledamo za tiste najbolj uspešne vodje ekip, ne smemo mimo dejstva, da mnogi niti nikoli ne dosežejo kakih naslovov svetovnih prvakov, tako z vozniki kot med konstruktorji. In tu bi rad omenil Eddija Jordana. To pa zato, ker njegova ekipa, katera je bila v Formuli 1 od sezone 1991 do 2004, je v vsaki izmed teh sezon dosegla dostojne rezultate. Nekaj, kar mnogi drugi niso. Okusil je tudi slast zmage in to večkrat, mnogokrat tudi ne po neki sili razmer, čeprav sreča mora biti zmeraj prisotna. Treba je opomniti, da tudi Eddie Jordan, podobno kot Flavio Briatore, je izjemno kontroverzna osebnost. Posebej v tem svojem zadnjem obdobju, ko se malce bolj ukvarja z mediji, daje izjave, katere pritegnejo mnogo pozornosti, a po mojem osebnem mnenju malce pretirava, ko opisuje kakšna dejanja iz preteklosti. Znan je potem, da je bil neizprosen in da je tudi znal pridobiti pokroviteljski ali tudi kakšenkoli drugi denar. Je verjetno eden izmed redkih, kateri so obogateli s Formulo 1 in tudi to nam pove dosti o njegovem karakterju. Na zadnjem, 12. mestu pa nekdo, kateri je še prekleto prisoten na čelu ekipe Formule 1. Drugi Avstrijec na vrhu Mercedesa, Toto Wolff. Ko govorimo o Totu Wolffu, mnogi samo pomislijo na tovarniško ekipo Mercedes. A rad bi vas spomnil, da prve korake v Formuli 1 je Toto Wolff praktično naredil pri ekipi Williams in imel je dobrega mentorja, Sira Franka Williamsa, že prej omenjenega na tem spisku. Ko je prišel v tovarniško ekipo Mercedes, je pravzaprav razumel, kaj mora narediti. Ustvariti mora ekipo brez konfliktov med tistimi, ki izdelujejo pogonske sklope in onimi, ki se ukvarjajo s šasijo. Imeti morajo vsi skupni cilj in njemu gre zasluga, da v tej turbohibridni dobi je Mercedes praktično nepremagljiv.
Znal je vklopiti ves tisti kader, ki so ga drugi odvrgli, v neko celoto, ki deluje. In to je nekaj izjemno pomembnega, nekaj, kar drugi še danes niso razumeli. Pa lahko vidimo interne spore pri Ferrariju ali ponavljajoče se izjave, ki jih vidimo pri Red Bullu, naperjene proti dobavitelju pogonskih sklopov, takem ali drugačnem. In prav to je zasluga Tota Wolffa, to njegovo razumevanje Formule 1. Podobno tistemu, ki ga vidimo pri Rossu Brownu, čeprav po mojem osebnem mnenju ni še na takem nivoju. A tu bi vas rad spomnil na tisto veliko nagrado Nemčije v sezoni 2019, kjer so se pri tovarniški ekipi Mercedes nekako našemili na tiste člane ekipe, ki smo jih videli v preteklosti, in govorim o 50 letih. Ko sem videl, v koga se je našemil Toto Wolff, mi ni prišel na misel nihče drug kot že prej omenjeni Alfred Neubauer. Torej, nekako vplival je tudi Don Alfredo na tisto, kar vidimo danes pri Totu Wolffu. Toliko v tem hitrem, kratkem pregledu, kjer bo verjetno marsikdo od vas imel še mnogo za pripomniti. A za enkrat bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.